dokler mi ne bomo rednega dela merili v takšnih enotah, tudi v evrih, ki so pomembne za dostojno življenje, toliko časa seveda ta poklic je cenjen, izredno cenjen, ampak toliko časa ta poklic tudi res ne bo primerno vrednoten in se nam slabo piše. Dejstvo je, da oni rajši grejo v trgovine delati. Pozdravljeni v novi epizodi podcasta Teža argumenta. Zdrav človek ima 1000 želja, bolan samo eno, pravi slovenski pregovor, in k izpolnitvi te ene želje močno prispeva kakovosten zdravstveni sistem. Kako se mu čim bolje približati ali se vsaj ne od njega preveč oddaljevati, bomo spregovorili v tokratni epizodi z gostjama, ki imata na tem področju obilo izkušenj. Z nami sta Monika Ažman, v državni svet izvoljena kot predstavnica zdravstva, sicer pa članica skupine negospodarskih dejavnosti, podpredsednica Komisije za socialno varstvo ter zdravstvo in invalide, članica Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, lahko bi rekli medicinska sestra, ampak bistveno več kot to, kaj ne? Pozdravljeni. Ja, dober dan. Hvala lepa za povabilo. Ja, medicinska sestra 37 let, izvoljena v državni svet, pa kot zastopnica vseh poklicev v zdravstvu in teh res ni malo. Je pa res, da medicinske sestre, babice, zdravstveni tehniki predstavljamo v vsakem zdravstvenem sistemu pa polovico ali celo nekaj več kot polovico vseh zaposlenih v zdravstvu. Zato je pač ta moja vloga prvenstveno, bom rekla, verjetno za najširšo to poklicno skupino, ampak zagotovo interese vseh izvajalcev v zdravstvu, ker mi smo v zdravstvu vedno tim, en sam ne more storiti prav nič, vsi skupaj pa si prizadevamo v korist pacienta, v korist tistega, ki nas potrebuje. In takšnih je z dolgo živo družbo žal vsak dan več. Vsak dan več, ne? Tako, in pa Andreja Žertuš, diplomirana babica z dolgoletnimi izkušnjami. Pa morda, ker začniva midva, ne? Ko sem se pripravljal na ta pogovor, pravzaprav sem šele se poučil, ne? Oziroma izvedel, da je babištvo pravzaprav že 2 leti na seznamu UNESCO-ve nesnovne kulturne dediščine. Kakšno priznanje pravzaprav ta vpis na UNESCO-v seznam pomeni za vas? Tako bom rekla. Slovenija se je zelo potrudila, oziroma predstavnice Ministrstva za kulturo, NIJZ-ja in tudi babice, da so sodelovali z drugimi državami k vpisu babištva, k nominaciji le-tega. Mislim, da je vse skupaj ena velika pohvala celotni generaciji babic oziroma žensk, ki so spremljale porod, ki so stale ob ženski, ki so jo podpirale v najhujših bolečinah, v najhujših tegobah, v slabih socialnih okoliščinah, v težkih razmerah, vse od začetka tega človeštva, ne. Prej šol ni bilo, so se učile drug od druge, učile so se tega sočutja, kako skrbeti za nekoga, kljub temu, da same tudi niso imele veliko, in to se je nekako prenašalo. Nekako tako, ja. Ne vem, če sem to povedala. Šolanje je, mislim, je eno starejših, ne, pravzaprav ima več stoletno tradicijo, že ne skoraj 300-letno. To drži, več kot 270 let od ustanovitve prve babiške šole v Sloveniji, ampak ljudje so rojevali že prej, ne, tako da vedno je bil nekdo z več izkušenj zraven ženske, da je pomagal, ne. In drži, ne, to je praktično od samega začetka, ne. Biti zraven, ko nov človek pride na svet, je tak zelo močna izkušnja, ne, od že omenjenih porodnih bolečin do nekega izjemnega veselja potem, ne, ko je nov človek na svetu, ne. Kakšni so pravzaprav ti občutki, ko to spremljate na dnevni ravni, službeno, da tako rečem? Tako, prvo, vsak porod je nekaj posebnega, vsaka ženska je nekaj posebnega. Vedno več je izzivov, kako ženskam je tako na hitro priti v nek dober odnos, da lahko z njo sodeluješ, da ji lahko pomagaš, da ona tebi zaupa. Zna biti včasih tudi kar velik izziv.
Jaz kot babica in verjamem, da vse moje stanovske kolegice, vsak porod je nekaj posebnega. Veliko ti da in te vedno razveseli. Vedno te tisto novorojenček, ki pride ven živ in zdrav, vedno te razveseli. Včasih je težko nekako kompenzirati to svojo službo z življenjem privatnim, ker pač veliko je razdajanja za druge, potem je to treba še vse uskladiti s privat življenjem, ampak porod ti vedno nekaj da. Naj bo še kakršnakoli slaba izkušnja, vse se to da pogovoriti, razrešiti stvari. Kljub slabi izkušnji lahko ženski še veliko pomagaš in si tam v oporo. Ja, to je tisto, kar šteje. Otroci ne izbirajo urnika, ne se rojevajo to po pa ne. podnevi kot po noči na praznike in Niso nedelje. še Ne? tega uredili, ja. Ne le, ko je lepo, ne, ko se rodi zdrav otrok, tudi v času največjih stisk, pravzaprav, ko so ljudje hudo bolni, ste medicinsko osebje, pravzaprav takšno in drugačno, ne, ob njih, z njimi. Ne, kako pa se pravzaprav soočate, kako to zaznamuje človeka, pravzaprav, ko pa je pravzaprav na dnevni ravni v stiku z ljudmi, ki pa hudo trpijo? A se lahko jaz malo pošalim zdaj nekaj? Prosim. Ker sem še pred leti samo občasno prihajala v hram demokracije na kakšno sejo odbora za zdravstvo, so me pri vratarnici, mi rečemo, vedno pozdravili, zdaj gre pa naša babica. Kako zelo, zelo zanimivo je, da imamo v slovenskem prostoru tam nekje zdaj aktivno registriranih 600 babic za celoten slovenski prostor, medicinskih sester pa vstopa vsak dan v sistem, pa zdravstvenih tehnikov pa skoraj 23,000. Ampak babice imajo zares poseben status, tako da jaz tukaj kolegici kar malo zavidam ta status, a ne. Je pa res, da tudi medicinske sestre smo pa tiste, ki se nas pa seveda ljudje tudi zapomnijo, a ne. Vsaka ženska, zlasti če je imela lepe porodne izkušnje, obporodne pa porodne, si babica zapomni za vse življenje. Medicinske sestre pa vstopamo v življenje ljudi pravzaprav res vse življenje na zelo različnih nivojih. Že pri otrocih v vrtec, ko gre za vso preventivno dejavnost, ko začnejo te zobozdravstvene ali pa zdravstvene vzgojiteljice te zdravstveno-vzgojno delo. Pa potem takrat, ko gre pri otrocih za sistematske preglede, za cepljenja, za vse te zadeve, ki najbolj niso prijetne včasih, a ne, vse, kar je povezano s cepljenjem, že ni prijetno, ampak že tam poskušamo vzpostaviti stik. No, potem se pa seveda to nadaljuje celo odraslo dobo na vseh nivojih. Morda nas zdajle povezujejo zelo veliko tudi z to dolgoživo družbo, ko medicinske sestre dejansko spremljamo tudi vse, ko nas je seveda tudi izrazito premalo, seveda tudi babic ni na pretek, tudi tam se soočamo z velikim pomanjkanjem, ampak vendarle zdaj so medicinske sestre pravzaprav postale tista najbolj dragocena delovna sila globalno, ne samo lokalno, vsakega zdravstvenega sistema. In zdaj ljudje seveda še toliko bolj občutijo to poslanstvo medicinskih sester, ki ste, tako kot ste rekel, od rojstva pa skoraj do smrti. Seveda mi si vsi želimo, da to spremljanje ali pa odhajanje nekam drugam za mavrico, kakorkoli že, ob koncu življenja seveda, da se to dogodi tudi v domačem okolju z paliativnim timom, ampak seveda ta paliativni tim je nepogrešljiva tudi medicinska sestra, ne. In ni lepšega kot to, če si prisoten takrat, ko se lahko tudi vsak od nas spokojno in dostojanstveno poslovi z tega sveta. Ampak ko se spremlja recimo ravno te najhujše, ne, primere dnevno, kako se soočate recimo potem doma? To predelujete, nosite domov, bom rekel, tudi te izkušnje recimo najhujših, najtežjih primerov, s katerimi se soočate?
Prav zdaj, nekaj dni nazaj sem brala en intervju z enim od naših reševalcev. Veste, da so reševalci tudi po zaupanju vrednem poklicu, zelo visoko. To so pravzaprav tisti, v večini so res moški, tukaj pa je ta del zdravstvene nege rezerviran za moške. Pa ne samo zaradi adrenalina, tudi ženske veliko adrenalina premoremo, ampak tukaj pa gre tudi za vso to fizično moč, ki jo morajo imeti. Kako nekako vse te težke trenutke, grozljive prizore, veliko krvi, veliko tudi umiranja, kako to pravzaprav predelati. Verjetno se to vsak od nas vpraša zase, če smo sploh še normalni ljudje, da po vseh teh letih nekih takih delovnih izkušenj to premoremo ali utopimo, pa ne utopimo. Vedno vam bo verjetno skorajda vsaka medicinska sestra, zdravstvenik povedal, da če se nas kdo dotakne, se nas dotaknejo otroci. Teh stvari nikoli ne pozabiš, zato babice verjetno res želijo imeti res samo pozitivne izkušnje, zato je treba toliko dobro delati, da je pač nosečno zdrava. Ja, da je tega čim manj. Je pa res, da si vedno zapomniš, saj tako mislim, da normalen delavec človek, si vedno zapomniš tiste slabe stvari, ne. Ne šteješ dobrih, šteješ tisto, kar bi mogoče lahko se drugače izpeljalo. Ampak nekaj tudi ni od nas odvisno, ne, to moramo vedeti. Ene stvari se pač zgodijo. Mislim, da je bistveno to, da se najprej v timih med seboj pogovorijo, tisti, ki so zraven. Fino bi bilo, da bi imele zdravstvene ustanove psihologe za take primere. To že več ljudi je že nakazovalo na to potrebo. Drugače pa zelo fajn, da tega domov ne nosiš, ne. Mogoče, da imaš enega zaupnika med svojimi prijatelji ali pa mogoče v partnerju, ki mu lahko malo več poveš, pa seveda to ne gre naprej, ker moraš pa nekomu povedati, pa se z nekom pogovoriti, ne. Jaz v glavnem, koliko se srečujem pač z izgubami plodov in pa potem tudi otrok, sicer hvala Bogu redko, a ne, ampak je vsaka situacija posebej zelo zahtevna, naučila pa sem se to, da kakorkoli je težko, je pa treba o tem govoriti. To pa definitivno. Ja, to je mogoče res. Mi si že leta in leta prizadevamo, da bi uvedli supervizijo kot del obvezne rednega delovnega procesa. Zlasti zdaj, ko je pomanjkanje kadra tako veliko, so te obremenitve še večje. Je pa res, da tudi v izobraževalnem procesu so že nas učili, pa zdaj tudi mlajše generacije, da včasih so bile še vratarnice pri bolnišnicah, zdaj imamo pa vsi digitalno merjenje časa, ko smo na delovnem mestu in ob tisti uri ti pustiš svoje osebno življenje za seboj, če ga le lahko, ne. Ko pa odhajaš in ko se ponovno odjaviš od rednega delovnega časa, bi pa pustil to profesionalno življenje za sabo, ker nenazadnje smo vsi ljudje tudi doma. Odločitev za ta poklic vsekakor ni predvidevan pri nikomer v tem, da bi obogatel, ne, pa vendar ste omenili, ves svet išče medicinske sestre, se grebe zanje, da tako rečem, ne. Pa vendarle recimo smo v zadnjem času imeli v Sloveniji plačno reformo, ki je recimo dokaj nedeficitaren poklic funkcionarjev močno okrepila. Nekateri medicinski delavci, tisti najmanj plačani, pa so zdaj celo enako ali manj plačani, kot so bili prej. Kako spremljate to dogajanje na področju plačne reforme, kakšne so izkušnje iz prakse dejanske? No, mogoče bi jaz tako na globalnem nivoju, kolegica Andreja pa mogoče iz neposrednega kliničnega okolja, kaj se dogaja na nivoju neke regijske bolnišnice recimo. Ja, mi smo si skupaj, jaz sem profesionalno zaposlena na Zbornici zdravstvene in babiške nege, to je stanovska organizacija,
ki je istočasno tudi regulatorno telo, se pravi, mi skrbimo za to, da so vse medicinske sestre, babice, tehniki zdravstvene nege in bolničarji, negovalci vpisani v register, so regulirani poklici in so pripravljeni za to, da lahko varno izvajajo svoje delo. In naša zbornica skupaj seveda tudi s vsemi sindikati, ki zastopajo medicinske sestre, že leta in leta opozarja, da je to poklic, ki zahteva celega človeka, ki, tako kot ste malo prej omenil, dejansko zaenkrat ne more slediti interesu mladim, ki bi si želeli delati bolj kot ne od ponedeljka do petka, od 7 do 3, ampak ljudje dejansko ne izbirajo, kdaj se bodo rodili, kdaj jim bo morda zaradi nekega srčnega infarkta zastalo srce, oziroma kdaj se bodo poslovili iz tega sveta. Da so pogoji dela znotraj zdravstva specifični pogoji dela in da je te zadeve treba posebej naslavljati. Jaz tudi sem bila kritična do vseh sindikatov in sem v nekem intervjuju tudi izpostavila, da sindikati niso opravili dovolj dobro svojega dela. Seveda, da se razumemo, niti vlada ga ni opravila. Tukaj se mi zdi, da je bila že ali pa še enkrat več narejena ena škoda, kar velika, predvsem zato, ker mi s tem nismo naslavljali domačih ljudi, tistih, ki so že v sistemu, ki so že v zdravstven sistem vpeti, ki so domač kader. Zdaj ob mednarodnem dnevu babic, medicinskih sester smo veliko opozarjali, da je treba vlagati v domačo delovno silo. V tiste, ki so tukaj doma, ki tukaj živijo, ki znajo slovenski jezik, ki je njihov materin jezik, ki poznajo kulturo, ne nazadnje tega izredno lepe dežele na sončni strani Alp. Seveda, vedno znova tudi poudarjamo, da nikoli v zgodovini nismo bili samooskrbni, da mi nikoli ne bi odprli kliničnega centra, bolnišnice na hribčku v Izoli, če mi že takrat za časa Jugoslavije ne bi imeli velikih migracij naših kolegic Hrvaške, Makedonije, Črne Gore, Srbije v Slovenijo. To se nam bo zdaj dogajalo seveda še z nekimi drugimi delavci iz nekih drugih dežel, ki so nam še bolj daleč. Ampak ja, dokler mi ne bomo rednega dela merili v takšnih enotah, tudi v evrih, ki so pomembne za dostojno življenje, toliko časa seveda ta poklic je cenjen, izredno cenjen, ampak toliko časa ta poklic tudi res ne bo primerno vrednoten in se nam slabo piše. V evrih bi pa to pomenilo pri nekaterih naših kolegicah, ki imajo srednjošolsko izobrazbo, da so ostale na enakem, kot so bile prej, in izhodiščni plačni razred za tehnika zdravstvene nege je bil prej pod minimalno plačo, zdaj je pa minimalna plača. In vi veste, da za minimalno plačo vi danes težko dobite delavca. Dobiti pa celoten paket z znanjem, z moralo, etiko, pripravljenostjo, delovnimi izkušnjami, kot si jih vsak od nas, ko smo pacienti, od tistega, ki pristopi k naši posteli žili, je pa težko, ne? In Andreja bo povedala, da je verjetno bilo kar veliko nezadovoljstva. Sej drži, ja, vse tako, kot si rekla. Ja, tale plačni sistem je tako res zapletena vrzel, bi lahko človek rekel, ne, ponavadi še vedno tisto drži više, kaj si več, bolj gre gora, ne. Jaz opažam, jaz prihajam iz male regijske bolnišnice, iz Brežic, vedno, že prej je bila težava, v bistvu podplačenost srednjega kadra, potem negovalcev, to so tile, ki imajo 3-letno strokovno izobraževanje,
Ne smemo pa pozabiti tudi ostalega pomožnega osebja. To so strežnice, to so hišniki, vsi so pod minimalno plačo. Sistem je res velik, mislim, večji sistemi so še večji, ampak velike razlike so v teh sistemih. Ne? Od v bistvu tistega, ki je pod minimalno plačo, do tistega, ki ima res 1000 evrov plače. Ne? Ampak dobro, ljudje se zavedajo, je odvisno od izobrazbe, od izkušenj in tako. Opažam pa nezadovoljstvo tega srednjega kadra, konkretno v tem, dostikrat pride v bolnišnicah, sploh manjših sistemih, tudi drugje, do tega, da moraš mogoče malo preseči svoje kompetence, ki mogoče jih tudi, mislim, obvladaš to delo, razumete? In potem tega se izogibajo, pa včasih tudi lahko gre na škodo pacienta, oziroma ali pa ima za posledico daljše čakanje, ali pa zapoznelo obravnavo, kakorkoli. Če bi bil ta kader zadovoljen s svojo plačo, pa če plača nekako dobro stimulativno orodje, bom rekla, mogoče bi bilo tega tudi manj. Mislim, sicer v zdravstvu pa v sistemu bi bilo zagovoriti kar nekaj časa, ampak bo treba pogledati na ta kader. Dejstvo je, da oni rajši grejo v trgovine delati. Ravno to sem hotel izpostaviti. V trgovine rajši kot pa zdravstveni kader odhaja v trgovine ali pa v Avstrijo, kjer ima boljše pogoje za 2-krat, 3-krat više plačo. Ne? Je škoda, ker naš sistem šolski je tudi dober. Ljudje se lepo naučijo, lepo se sprakticirajo, škoda je, da grejo in da ne izkoristijo tega svojega potenciala, ki ga imajo. Ampak tlele, se pravim, kot prvo orodje je gotovo pravično plačilo za svoje delo. Kako daleč smo od tega, bom rekel, da bi lahko medicinsko osebje nekako vsaj približno zadovoljno lahko upravljalo svoje delo? Bova tudi midve pošteni. Nekatera delovišča so korektno ovrednotena in zlasti tam, kjer se zahteva res najvišja možna izobrazba in tudi usposobljenost, to so intenzivne terapije, to so reševalci, to so operacijski bloki, to so take zelo specifična delovišča, seveda, kjer tudi ni prostora prav za vsakogar in tam so plačni pogoji kar urejeni. In tam tudi ni fluktuacije in tudi tam se še nekako tudi dobi kader. Vse drugo, kar je pa res pogojeno, se veste, s tem 3-izmenskim delom, 24 ur, 7 dni na teden, 365 dni, tam pa dokler ne bomo postali dejansko primerljivi tudi z nekimi drugimi deželami, tudi sosedi, pač enostavno ni pričakovati, da bi lahko mi zadržali ta kader. Je pa res, da se zdajle pač trend, upam, nekako vendarle izboljšuje v to smer, da se menjajo generacije. Seveda s tem odhaja izkušen kader s 30-40 let delovnimi izkušnjami je težko nadomestiti kar čez noč, to je res. Ampak prav zdaj sem bila na nekem kongresu čez mejo, kjer je pa bilo zaznati, a veste, ta interes mladih medicinskih sester, ki se želijo izpopolnjevati, ki želijo karierno napredovati, ki si želijo prispevati svoje znanje, svoj doprinos v dobrobit človeka. In če bomo dovolj glasno to ponavljali, da so to tiste vrednote, ki jih moramo kot družba gojiti, spoštovati, potem se nam za to verjetno ni treba bati. Ampak mi moramo pa te vrednote res tudi nagovarjati. Mi moramo to res tudi spoštljivo predstaviti mladim in mladi so še in mladi so odlični in so krasni, mi jih moramo samo primerno spodbuditi za to. Ni le zdravstvena reforma na mizi, tudi plačna, tudi zdravstvena, kot vlada pravi temu, je na tem področju vsaj, če že smo pri plačah bili nekoliko kritični, je na tem področju kaj več posluha za stroko kot pri plačah. Ja. Ne to, kako bi želeli, mi bi želeli vse. Ja, tukaj pa kot vzamete, težko boste našli bolj gorečo zagovornico
vsem dostopnega javnega zdravstvenega varstva, kot sem jaz osebno. Večkrat se tudi v državnem svetu res zelo izpostavim s tem namenom. Predvsem zato, ker smo medicinske sestre zagovornice pacientovih pravic in kdorkoli med nami je kadarkoli premagal kakšno resno bolezen, imel kakršnokoli težko življenjsko preizkušnjo povezano z zdravjem, ve, da je največja vrednota na tem svetu ali pa za človeškim življenjem seveda zdravje. In zdaj ta novela zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je seveda kar bila precej burna, tudi sprejem, tudi izražanje državnega sveta, kjer smo svetniki izglasovali neodločen rezultat, 13-13, kar pomeni, da državni svet na to novelo zakona niti ni imel svojega mnenja. Je pa bilo mnenje komisije, ker sem pač jaz podpredsednica, žal je komisija to novelo zakona ni podprla, zavrnila, iz preprostega razloga, da ne nagovarja dovolj dostopnosti do zdravstvenega varstva, da ne nagovarja dovolj skrajševanja čakalnih vrst in tako naprej. Ampak tisto, kar je bil namen te novele zakona o zdravstveni dejavnosti, je pa bila ta krepitev javnega zdravstva. To pa se mi zdi, da je tisto, kar bi ta dežela res morala ohraniti. Veste, da že zdaj, če veste, kaj je javno, pomeni to, da lahko vsaka ženska izbere, kje bo rodila, v kateri porodnišnici, in da imajo vse porodnišnice, je res, Andreja, skoraj da enak komfort in status in pogoje. Na drugi strani pa vsi mi vemo, kako velika nedostopnost že zdaj je na področju zobozdravstva, kako velika privatizacija se na tem področju dogodila, kaj vse, kakšne denarje starši plačujejo za ortodontijo svojih otrok, za ureditev zobovja svojih otrok, da tisti, ki ta denar imajo, to svojim otrokom lahko omogočijo, tisti, ki ga nimajo, čakajo 7-10 let, ko otroci že zrastejo, ne. Tega si ne smemo privoščiti, a veste, v javnem, ne, v nobenem sistemu, ker to je ustavna pravica in tukaj jaz to sem mogoče celo malo zanesenjakinja, nostalgičarka na tem področju, ampak ko se sprehodite vsak dan skozi onkološki inštitut, vidite to dodano vrednost tega javnega, vsem dostopnega zdravstvenega sistema. Ali pa, ko se bo kdo od nas jutri morda znašel na urgenci. Bo čakal na urgenci, ampak na urgenci bodo vsi dobili enako obravnavo, ne. To je ta dodana vrednost. Kaj v praksi potem prinaša, bom rekel, dobrega zakon in kje recimo vidite največje probleme? Ja, Kot novost, v smislu, kaj bo drugače, kot je bilo do zdaj recimo v dobro in ne v vem, slabo, če ne? bo veliko drugače. Tudi to je bilo večkrat izpostavljeno, da ne bo nobenih hitrih sprememb, ampak glejte, krepitev javnega oziroma ločitev med javnim in zasebnim mora biti na nek način. Jaz ne nasprotujem tem, da imamo tudi zasebno zdravstvo. Ampak želim si pa, da je zasebna praksa pač tista praksa, ki si jo lahko pač privoščijo tisti, ki si jo lahko. Morda za stvari, ki niso potrebne za življenje kot osnovo, da gre tukaj za vse lepotne operacije, da gre tukaj za estetsko kirurgijo, da gre tukaj za neke dodane vrednosti. Nenazadnje tudi to veliko pomeni marsikomu. Ampak vendarle to prehajanje, ki smo mu priča zdaj,
da lahko za 70 evrov nekega specialističnega pregleda v zasebni praksi pomeni skrajšanje čakalne vrste v javnem, to pa se mi ne zdi pošteno in tukaj bi pač vsi, ki vlagamo v zavarovanje, svojim zavarovanjem morali imeti enake pravice. In verjamem, da vsa prizadevanja vseh deležnikov, od ne samo politike kot tako, sindikatov na drugi strani, zdravniške zbornice, ki zastopa interese zdravnikov, zbornice zdravstvene babiške nege, ki zastopa medicinske sestre, potem še lekarniška zbornica, to velika dejavnost, mi smo po potrošnji zdravil kar veliko, potrošimo. Skratka, jaz mislim, da tukaj mi v sistemu drug z drugim zelo dobro shajamo, saj nenazadnje sem že omenila, mi smo vsi tim, mi v kliničnih okoljih se zelo spoštujemo in podpiramo, takrat, ko gre pa za odločanje, pa vsak zagovarja seveda interese svoje stroke. Zdaj, fino bi bilo, če bi bilo včasih mogoče nekih interesov, zasebnih interesov, malo manj, vendarle smo mi v hramu demokracije tisti, ki moramo gledati, skrbeti za ljudi, ki so nas tja poslali nenazadnje, tudi mi iz interesnih skupin, ampak verjamem, da to javno zdravstvo bomo obdržali. Morda še to me zanima, zdi se v zadnjih letih posebej pod mandatom aktualne vlade, da se nekako vsaj na tej idejni ravni ali pa politični ravni bije neke vrste boj z zdravniki in posledično tudi s celotnim zdravstvenim timom, ki je nepogrešljiv, ki je tim, kar se tudi že kaže pravzaprav v recimo raziskavah javnega mnenja, Ogledalo Slovenije, kaže visoko zaupanje v zdravstvo oziroma celo rast zaupanja v zdravstvo kot tako, v zdravnike pa že, zdravniki kot taki pa že opazijo nek padec tega zaupanja. Kako pomembno je to zaupanje in kako razumete oziroma a tudi sami opažate pri svojem delu, da se dogaja nek ta boj, ali je to zgolj na neki politični ravni? No, tukaj seveda gre, tukaj imajo veliko vlogo tudi mediji, nenazadnje, ker danes je vse, kar je izrednega, kar je dobrega, kar teži k napredku, k znanosti, k dobrim izidom, mogoče malo manj aktualna novica, kot pa nekaj, kar je tragičnega, kar je slabega, kar je pompoznega. Tukaj smo se pač ljudje tega nalezli in to se mi ne zdi v redu. Jaz dejansko menim, da ne vem, če gre dejansko toliko boj proti zdravnikom, zdaj tisto, kar gre 1-na-1 izjave posameznih politikov, je to pač zagotovo tudi del igre, del politike. Tisto, kar je pa konkretno v zakonodajnih smereh, pa se mi zdi, da posamezne zakonske zadeve pa vendarle gredo v pravo smer. Vse koncesije, ki so podeljene, so del javne mreže in dejansko tam, kjer gre za kakovostno obravnavo pacienta, jaz verjamem, da pacient niti ne ve, da je kdo koncesionar in da je to v bistvu del, vsi razumejo, da je to del javnega zdravstva, da je to del javne mreže. V neposrednem kliničnem okolju pa bo Andreja povedala, kako izgleda kot med dobrimi zakonci, verjetno. Ja, tako, ja. Kaj pa vem, ampak moje mnenje je, da veliki vpliv ima tlele dostop do interneta. Ta splošna nekako obsedenost ljudi s tem, da nič ne more, ker samo od sebe biti v redu, vse je neka zarota. Ljudje smo nekako kar, ne vsi, no, seveda, kar goltajo tele besede, tele zgodbe in potem se kar hranijo z njimi. In to je pa velika škoda. Sami sebi v bistvu delajo veliko, veliko škodo, no. Nimamo, mislim, mogoče
za zdravnike hitro pride slabe zgodbe ven. Dobre, nikoli tako hitro, kot pa slabe. Ampak torej ne opažate te napetosti, recimo nekje, da bi se v družbi ustvarjala proti zdravstvenemu kadru? Kaj pa vem, mi smo na drugi strani, veste, jaz sama osebno res ne berem niti tistih komentarjev od spodaj kakšnih člankov, človek je lahko samo žalosten, zaradi tega vsi vejo, kako delajo. Moje mnenje je, da bi vsaka zdravstvena ustanova znotraj same sebe mogla prvo vse resurse izkoristiti, urediti službo, tako da bi bili ljudje zadovoljni, bi bilo tudi malo napetosti med zaposlenimi in tako. Pol se je tudi lažje boriti s takimi zadevami, če timi štimajo, če timi sodelujejo med sabo, pa se spoštujejo. Ja, ni pa prijetno, ker posplošujejo se vse takrat s temi slabimi opazkami. Čisto vse leti. Tako v veliki večini pa lahko rečemo, da nas ljudje še vedno od prvega do zadnjega izredno spoštujejo in še vedno je ogromno hvaležnosti. In to je pravzaprav ta hvaležnost, to je tisto, kar vse zdravstvene delavce žene naprej. Krepi to, da pravzaprav v teh lepih, izrednih poklicih še naprej vztrajamo. Kljub človeškim naporom, kljub vsemu temu, da gredo moji kolegice, kolegi v neposrednem kliničnem okolju velikokrat čez sebe. A veste, ko ti veš, da ne moreš domov, to se mi zdi, da je bilo zdajle večkrat izpostavljeno, ni problem delo, mi rečejo kolegice, pa tudi verjetno bi zdravniki povedali enako. Sploh ni problem delo. Mi vemo, da moramo delo korektno opraviti, saj zato smo tukaj, to je naše poslanstvo. Mi reče kolegica, največji stres je pa to, a bom sploh lahko šla domov, ker nimam nikogar, ki bi me nadomestil. Tako zelo daleč smo prišli v zdravstveni negi. Ko bi ob 5 popoldan morala zapustiti kliniko, ni nikogar, ki bi me nadomestil in ostanem na kliniki. Ampak, a veste, to ne gre iz dneva v dan. Jaz sem že doživela ta občutek v času korone, grozen občutek je to. Veste, tudi doma te otroci čakajo, želi si iti domov z matranci in pol ne moreš iti, ne? Imaš ti to moralno odgovornost, ne? Ta etičen čut, da ne greš, da moraš pomagati, ampak se pol se vse nekako zrihta, če veš, da se bo to enkrat končalo, če pa ne veš, da bo enkrat temu konc, je pa nekaj, je zelo obremenjujoče. To si kot v enem vrtincu, ki se sam navzdol pluješ, navzdol greš. In načeli ste pravzaprav še eno temperano bombo, ki grozi recimo temu našemu javnemu zdravstvu, ne? In sicer pred upokojitvijo je kar eno veliko število medicinskih delavcev, še posebej v negovalnem kadru, ena največjih, najštevilčnejših generacij pravzaprav se začenja upokojevati. Kako smo na to pripravljeni, bom rekel, kot družba, oziroma kaj nas čaka v prihodnjih letih, ko bodo ti ljudje dejansko se množično upokojili? Tam, kjer jaz živim, v mojem zdravstvenem domu, sem prejšnji teden zasledila 3 kolegice, ki že dopolnjujejo več kot 70 let svojega življenja in so še vedno tesno vpete v proces. Kot upokojene medicinske sestre se vključujejo v redno delo. Se pravi, z upokojevanjem upokojitvijo te baby boom generacije, seveda zdaj vstopajo na trg delovne sile mladi, kar je v redu, kar daje eno novo moč, ene nove dimenzije, ene nove obrate tudi, ampak s tem upokojevanjem gre pa tudi neka stalnica. Jaz se včasih šalim pa rečem, enkrat medicinska sestra, vse življenje medicinska sestra. Nič več, pri mladih nič več,
to bodo bistvene spremembe, te neke stalnice, ko boste vi točno vedeli v vašem zdravstvenem domu, kateri zdravnici prihajate, kateri medicinski sestri, in obratno zdravniku, zdravstveniku, tega verjetno ne bo več. Je pa interes za mladih za vpis na srednje zdravstvene šole še vedno velik. Je tudi vpis na zdravstvene fakultete velik. Bistvena razlika med medicino in drugimi zdravstvenimi poklici je v tem, da je študij medicine še vedno velja za prestižen študij in ta študij še vedno je zelo, zelo zanimiv. In tudi, ko vi zaključite študij medicine, ki ni zelo enostaven, ki zato, da vas izpopolni v poklicu, pomeni vsaj še 5-6 let specializacije, potem vi rečete, potem ste verjetno prepričani, da boste v tem vztrajali. Pri medicinskih sestrah je ta zgodba drugačna. Ko vi enkrat zaključite srednjo zdravstveno šolo, imate možnost, da se vpišete na katerokoli fakulteto. In tisto, kar zadnji 2 leti opažamo, je to, da na teh zdravstvenih fakultetah raste zanimanje za študij fizioterapije, pa za študij tudi dietetike, recimo, kar ni slabo, ampak se da tudi dobro tržiti. Fizioterapija se da izredno dobro tržiti tudi. Kozmetične storitve. Kozmetične storitve. Upada pa prav interes za študij zdravstvene nege, kjer pa ste vi, tako kot sva zdaj ves čas govorili, vpeti v svoje življenje in to pravzaprav ni poklic, ampak je poslanstvo. In tukaj je zdaj ta bistvena razlika, ki se bo dogodila s tem medgeneracijskimi razlikami. Zato je tukaj treba pač spodbujati, nagovarjati, da je solidarnost, skrb za sočloveka tisto nekaj, kar ni zapisano samo v nekem kodeksu etike, ampak je tisto, kar bo človeštvo ohranilo. In nenazadnje tudi nas tukaj, v tej mali deželi. In poklic je res tako lep, da bi se ga veljalo spoštovati z vseh možnih zornih kotov, ne samo spoštovanjem pacientov, ki nas res v veliki, veliki večini zelo, zelo cenijo in spoštujejo, naslavljati ga bomo morali tudi z drugih strani. Pa ne samo denar, tudi urejeni delovni pogoji. Mi že leta in leta nismo gradili nove bolnišnice z vsemi sanacijami, ki se dogajajo, pa veste, kako je, a ne, en sam križ. Ko bomo pa uredili še vse te pogoje, imamo pa še zelo, zelo veliko priložnosti prav v organizaciji dela, ker težko bomo z enakim tempom sledili vsem potrebam dolgožive družbe. In seveda, vključiti bomo morali tudi digitalizacijo, umetno inteligenco, brez tega verjetno ne bo šlo. Informacijski sistemi slovenskega zdravstva so nepovezani, ne delujejo. Medicinske sestre bi si že zdavnaj želele imeti, tako kot vsak natakar v zadnjem bifeju, vse podatke na dlančniku, na telefončku, če želite, mi pa še vedno v zdravstvu prekladamo tone in tone papirjev, vnašamo gore in gore podatkov tudi v digitalni sistem, absolutno, ampak če tukaj ne bomo pospešili zelo, zelo intenzivno teh stvari, bomo samo še bolj obremenjevali tako zdravnike kot medicinske sestre. In to je tisto, kar naslavljamo pa eni in drugi pa ves čas, da se pravzaprav dušimo v birokraciji, da bi želeli več stika s pacientom, več stika z ljudmi, manj s papirji, manj z računalnikom, čeprav pa vemo, ne, podatki so pa osnova za denar, denar je pa svetla vladar. Ja, tako, lepo povedano. Ko ste omenili več časa za posameznega pacienta,
Ne? Ginekologov tudi močno primanjkuje, babice pa bi lahko nekaj tega dela opravile z njimi, morda si vzele več časa za pogovor, pa do tega ne pride. Zakaj? Prvo, po moje, je vzrok mogoče v samih ginekologih, ne, ki mogoče nas babice ne spustijo zraven. To, da lahko babice opravimo 5 babiških pregledov zdrave nosečnice, že izhaja, že bo skoraj 20 let napisano v uradnem listu. Zdaj nekatere ginekološke ambulante so počasi šle v realizacijo le-tega. Drugo kot drugo je to, da mogoče je manjši manko tudi babic, pa potem same organizacije znotraj sistemov. Kot tretje je pa to, da potem kaj hitro se ugotovi, da je to delo, ki ga opraviš v babiški ambulanti, zelo slabo plačano. Tako da, če vam povem, babiški pregled stane 4,35 €. Tlele je pa problem seveda v plačniku, ne? Že sploh je ginekologija in porodništvo zelo podplačana strani ZZS-ja. Oni so tisti, ki imajo monopol, oni so tisti, ki imajo denar, oni tisti, ki plačujejo storitve na podlagi izstavljenih računov, bom rekla. Tako da mogoče tudi tlele problem, ki vidiš, da ni neki. Ni profitabilno tako, no. Ni ekonomskega interesa. Torej. Mislim, mi babice si želimo, veste, ker mi si prizadevamo za to, da imamo kontinuirano babiško skrbo. To pomeni, da si zraven nosečnice že mogoče v času mladostništva, ko pride do prvih sprememb pubertete preko kontracepcije, zanositve. Jaz tudi sama delam v babiški ambulanti, sicer bolj malo imamo teh pregledov, pa je zelo fajn, da te ženska prej spozna. Zelo fajn je, da pove, kaj jo skrbi, da ne išče toliko informacij po internetu, ker nosečnice so zelo ranljiva skupina, pa kaj hitro zapadejo na mnenje nekoga drugega. In potem jo srečaš tudi lahko v porodni sobi, jo ima zraven na porodu in to je super. Za žensko je super, nam je tudi lažje, ker ima neko zaupanje v tebe, ker mi kakorkoli delamo, mi moramo zelo na hitro neko zaupanje in pa komunikacijo vzpostaviti, da stvari pelejo. Ravno to zaupanje, ki ga omenjate, in to iskanje informacij, kako tvegano, kako nevarno je recimo iskanje informacij na internetu, kjer se pojavljajo tudi mnogi prevaranti, mnogi šarlatani, da tako rečem. Koliko se s tem soočate recimo ravno pri rojevanju, pri nosečnosti? Se mi zdi, da je bilo v preteklosti mogoče tega malo več, če se ne motim. Se mi zdi, da se je zdaj naše poslanstvo, naša profesija kar malo bolj okrepila. Večina porodnišnic ima organizirane individualne posvete z babico. Šole za starše ponavadi vedno vključujejo babice, čeprav so v osnovi organizatorji zdravstveni dom. Tudi zaupanje je veliko, no, kakorkoli sem prej rekla, ampak veliko več imamo dobrih povratnih informacij, dobrih komentarjev, pohval, vse to nas tudi krepi in hrani, bodimo pošteni. Kako se pa boriti proti temu, težko je, no. Za vsako posebej ne moreš nosečnico naslavljati, kaj naj bere, kaj naj ne bere, sama si izbere svoje. Tele, ki pa ponujajo razne storitve, razne usluge, seveda proti plačilu, razne produkte, so pa izjemno dobro podkovani, vejo, s kom imajo opravka, vejo, kaj je treba povedati, kaj je treba napisati, da te to pretegne. Zadnjič mi je ena mamica rekla, gre za en dotičen produkt, ki se prodaja v eni izmed slovenskih trgovin, in se rekla, ne kupujte tega, več kot 100 € stane, ne kupujte tega, ker tega sploh ne rabite. Res ne rabite. Tisto, kakšen delček iz tega paketa boste že sproti kupila, če boste sploh rabila. In je rekla, veste, pa je bilo tako enostavno, greš v eno trgovino in tam piše na paketu, vse, kar rabiš po porodu, vsebuje ta paket. Tako da močno jih zavajajo. Nosečnici lahko kar veliko stvari prodaš, ker vsaka bo riskirala tudi ogromno denarja, kakor le lahko, zato da bo vedela, da bo vse dobro z otročkom, da bo vse v redu z njo, pa da bo tudi za vse skupaj lažje in udobnejše. Tako da so prav napikirane, so po domač povedano. No, še eden od teh, bom rekel, v narekovaju, no, produktov, ne, ki se ponuja, porod na domu. Zdaj v Sloveniji smo nekako že več generacij navajeni večinsko, da se rojevamo v porodnišnicah. Zadnje čase pa se zdi, da je spet nekako prihaja v modo ali pa vsaj delno. Kakšna so tveganja, ko
se recimo ženska odloči, da bi želela recimo opraviti porod doma namesto v porodnišnici? Tako, za začetek, ne? Ta porod na domu je tako kar ena obširna tema, debata, ki ustvarja veliko polemiko med različnimi sferami, tako ginekologi, porodničarji, nas, babicami in širšo javnostjo. Z razlogom je nekako porod prišel v porodnišnico po drugi svetovni vojni, prej normalno, da so ženske rojevale doma, v redkih primerih pripeljane v porodnišnice, infrastrukture niso bile take, porodniško-ginekološki oddelki in porodnišnice, vse to se je začelo nekako modernizirati ali ustanavljati ali graditi šele po drugi svetovni vojni. In takrat je res večina, skoraj vsi porodi so se odvijali v porodnišnici. Nekako s tem, bom rekla, zdravniškim modelom oskrbe, ne, ker je bilo malo več uporabe zdravil, drugih posegov, se nekako jaz verjamem. Mislim, jaz celo razumem ženske, ki si želijo roditi doma. Žal se mi zdi, da v teh časih, dan danes, je mogoče ta želja tudi posledica nekih fobij iz preteklosti, ki jih pa določeni ljudje kar hitro v svoj prid obrnejo. Mi imamo drugače, kot babica seveda imaš licenco za opravljanje poklica, lahko tudi zaprosijo na Ministrstvo za zdravje babice, ki želijo opravljati porode na domu, za licenco za samostojno opravljanje tega poklica, tudi na strani ministrstva je seznam le-teh. Se pa pojavlja v Sloveniji veliko laičnih strokovnjakih, ki se tudi predstavljajo, da so nekaj, kar niso. Tujci hodijo k nam. V Sloveniji zakonsko porod na domu ni dovoljen. Ne, ni prepovedan, ni pa dovoljen. Tle bi mogli nekaj narediti. Sicer odločevalci so vsi od ministrstva do zdravnikov, tako da to je malo širši zajem strokovnjakov. Tele, ki pa ponujajo te storitve, tisti, ki porajajo na domu, bom tako rekla, če oni upoštevajo smernice, ki so vseeno že napisane in se zdaj trenutno tudi prenavljajo, če bi ženska res imela nizko tveganje, če bi upoštevali tudi razdaljo od porodnišnice, mislim od doma, kjer rojeva, do porodnišnice, da se bi porodnišnice adekvatno pač obvestile, kako pa kaj to je, pa da babica res opravlja svoje delo tako, kot ima za biti. Mislim, da je relativno varen za neko žensko, ker res ima nizko tveganje. Zdaj, kako se izbirajo te ženske, kako se jih potem, bom rekla, da v predalčkih kot nizko, srednje ali pa zelo tvegano žensko, to ne vem. Mislim, da je tle odzadaj tudi mogoče malo finančni vidik le-tega, a ne, ker je pač tisto, ko to upravlja samostojno storitev, je pač treba tudi nekaj zaslužiti. Je pa res, da v času covida je nekako bil porast teh porodov na domu, zdaj je malo upadel, še vedno smo kar daleč za svetovnim povprečjem, ne, kar daleč. Se pravi, če bi bilo vse lepo regulirano, če se bi izvajalke držale napisanega, najprej bi še mogli seveda nek zakon o temu narediti, bi bilo po moje kar v redu. Je pa res, da se v porodništvu lahko marsikaj zgodi. Veste, lahko pride do odstopa posteljice, takrat imaš 10-20 minut časa, zdaj pa to pretehtati. So izjemne situacije, redke, hvala Bogu, tudi v porodnišnicah je to izjemno, hitro se mora vse dogajati, če sploh lahko, a ne. Tako da povsod se lahko kaj zgodi. 1% nekega zapleta se bo vedno slej ko prej zgodil. Ampak se zavedamo tega, kako recimo je ta čas pomemben, ko se prestaviš v porodnišnici iz ene sobe v drugo, doma pa recimo klicati rešilca in pridi do V bistvu mora biti zelo usposobljena babica, da tudi prepozna neke znake možnega zapleta, ker mi smo zagovornice fiziološkega poroda, mi moramo fiziološki porod same v bistvu speljati, tako ko se gre, ampak moramo tudi prepoznati komplikacije in pa opozorilne znake na le-to. Tako da tista, ki je usposobljena, ki ima tudi neke klinične prakse za seboj, gotovo nekaj lahko, no. 100% poznavalec, pa vedeš, pa ni nihče na tem svetu, ne. Tako. Drži, nič ni absolutnega. Ja. V zdravstvu
s kakšno popotnico recimo odhajamo v recimo spremembe, ki se dogajajo, česa si recimo pa najbolj želite morda v zdravstvenih timih, da bi se recimo stroka oziroma politika lotila tega reševanja, kaj je tisto, kar je morda najbolj akutno ogroža, bom rekel, javni zdravstveni sistem pri nas? Jaz sem zdaj, ko sem poslušala Andrejo, poskušala malo strniti svoje misli v smislu, da že 17 let, odkar sem profesionalno zaposlena na Zbornici zdravstvene babiške nege, spremljam evropsko zdravstveno nego, posredno tudi babištvo. In lahko rečem, da se mi zdi, da je babištvo še bistveno bolj v teh zadnjih 20-30 letih napredovalo, kot pa recimo samo prav napredovalo. Seveda je to temu pomembno korak tudi z razvojem znanosti, razvojem medicine, ampak mislim, da so babice naredile še večji korak kot medicinske sestre k tej humanizaciji porodov, humanizaciji, hospitalizaciji, k tem novim pristopom porodov, k tem individualnim pristopom k vsaki porodnici, vsaki otročnici, a ne. Tukaj se mi zdi, da smo naredili zelo, zelo velik preboj in da smo na to lahko zelo, zelo ponosni. Tudi zaradi tega, ker so babice res prešle tudi na drug nivo izobraževanja, so vse od prve do zadnje diplomirane babice, imajo svojo prvo bolonjsko stopnjo, imajo v bistvu študij zaključen in so v nekem vrstu, so samostojen reguliran poklic. Prav pred tednom je bila na obisku evropsko priznana babica, zdaj v tem trenutku celo tista, ki je del vodstva Svetovne babiške zveze, Jackie Dunklin Bent, ki je porodila tudi 2 otroka angleškega prestola naslednika. Se pravi, Royal Midwife smo imeli tukaj. Kraljevo babico na obisku smo peljali tudi v našo porodnišnico, smo ji razkazali tudi fakulteto, kjer obstaja babiški oddelek, in je bila pravzaprav nad vsem, kar smo ji predstavili, navdušena. In je nekdo, ko pride od zunaj pogledati, reče: pa saj vi imate čisto vse, imate še bistveno več, kot imamo sredi Anglije. No, ona zdaj profesionalno deluje na Nizozemskem, bistveno več kot na Nizozemskem. Ja, in jaz bi v tej zaključku želela povedati, da v bistvu tako mala dežela Slovenija, kot smo, z 2 milijona prebivalci, s tem, da imamo res tako razvejan zdravstveni sistem, da imamo na 20-25 kilometrov zdravstveni dom, da so mi govorili zdaj Francozi, da uporabljajo že nek nov termin, ki se mu reče zdravstvena puščava sredi Francije, ker je pomanjkanje zdravstvenega kadra tako veliko, da vi na razdalji 100 kilometrov niti nimate nujne medicinske pomoči. Nič nimate. V razviti Franciji, velikih toliko, evropskih. Skratka, mi imamo še vedno odlične strokovnjake na vseh nivojih. Bodisi, da gre za medicino kot taka, ki se po nekih zadevah res uvršča v sam svetovni vrh, se kje pa nismo na vrhu pravzaprav, do tega, da imamo zelo dobro izobražene in babice in medicinske sestre, da je še vedno veliko entuziazma, da je še veliko zanesenjakov, ki bi želeli delati v dobro ljudi, in da se mi vsi skupaj zavedamo, da smo poklicani sem pravzaprav zato, da poskrbimo za zdravje Slovenk in Slovencev, prebivalcev Slovenije, ker toliko, kolikor bomo poskrbeli za njihovo zdravje, toliko bomo mi vsi skupaj sposobni delati, toliko bomo zdravi in toliko dober bo tudi naš bruto družbeni proizvod. Toliko bogata dežela bomo. Naše bogatstvo temelji na zdravstvu tudi posredno. Ja, gospa Monika Ažman, gospa Andreja Žertuš, najlepša hvala za sodelovanje v tej 3. epizodi podcasta Teža argumenta. Mi, spoštovani gledalci, pa se znova vidimo v naslednji epizodi, pa lep pozdrav do prihodnjič.